Naslednja stvar, ki jo lahko uporabimo, mi izračunamo s pomočjo odvoda, so stacionarne točke. Najprej mogoče rečemo, kaj to stacionarne točke so. Stacionarne točke so točke, ki nekako prikažejo neke lokalne ekstreme, in sicer recimo na tem primeru grafa bi bila to najnižja točka oziroma kjer se padanje prevesi v naraščanje, na primer tule. Tole je na tem delu najnižja točka, zato ji rečemo lokalni minimum. No, potem gremo naprej in pridemo do vrha tele krivulje. Tale je pa na tem delu najvišja točka, ne? In je lokalni maksimum. X je pa malo grd. No, saj ga boste znali narisati. Potem pa, če bi šli še naprej, bi bila tale spet lokalni minimum, a ne? Zdaj, kaj je v teh točkah vsem značilno? Ja, nekaj se zgodi, a ne, prevesi se padanje v naraščanje ali pa naraščanje v padanje. Oziroma funkcija malo zastane. In če bi zdaj pogledali, mi tangento v tej točki, ne. Poglejte, če jo dam jaz v to točko, je tangenta popolnoma vodoravna. Koliko pa ima vodoravna premica koeficient? Ja, vodoravna premica oziroma linearna funkcija, če je vodoravna, ima koeficient 0. Ampak kako pa dobimo koeficient tangente? Ja, koeficient tangente dobimo tako, da funkcijo odvajamo v tisti točki, v kateri želimo ta koeficient imeti, a ne, te tangente. Se pravi, če želimo mi, da bo točka stacionarna, potem mora biti v tisti točki vrednost odvoda 0. V resnici pa te točke mi rajši iščemo, jih moramo iskati, zato ponavadi izračunamo odvod funkcije, ga enačimo z 0 in potem rešimo enačbo in dobimo x-e, v katerih te stacionarne točke so. Okej, se pravi, imamo 3 vrste stacionarnih točk: lokalni minimum, lokalni maksimum in pa vodoravni prevoj. Zdaj, lokalni minimum pa maksimum si ni težko predstavljati. Tole pride do dol in gre gor in je minimum, a ne. S prevojem bi se pa zgodilo tole. Najprej bi šla recimo dol, pol bi se malo ustavila, bi že mogoče hotela iti malo gor, ampak ne, šla bi spet dol funkcija, ne. In to bi bil pa recimo prevoj. Kako bi se, lahko pa gre tudi v drugo stran, tukaj gre gor, zdaj pa namesto, da se prevesi dol, se pa še obrne navzgor, a ne. Tukaj bi bilo pol v tej točki prevoj, tangenta na graf bi bila pa še vedno bi bila vodoravna, a ne. S tem, da se naraščanje oziroma padanje ne spremeni. Lokalne minimume, maksimume in tudi prevoje poiščemo zato, da lažje narišemo in bolj natančno te funkcije, a ne. Če se spomnite, pri polinomih smo poiskali ničle, potem pa nismo vedeli, kako točno gremo dol, ne, ali gremo takole malo, ali gremo takole, ali gremo takole. No, s stacionarnimi točkami je tole popolnoma enostavno, dobimo še to točko in zato bolj natančno narišemo funkcijo oziroma si predstavljamo njen potek. To so pa stacionarne točke. Pravi, zdaj imamo v bistvu uporabo odvoda, bomo pri nas imeli za 3 stvari: tangento, normalo pa stacionarne točke. Ko bo pa se recimo stvar zaostrila, da boste rabili še mogoče na splošno maturo ali pa kaj takega, boste si še pa pogledali, kdaj funkcija narašča in pada z odvodom in risali bolj kompleksne grafe. Vse ostalo se bo pa zdaj pri nas uredilo za te naloge, ko jih rabimo, mislim, da je tole dovolj. Pa se bomo kar na nalogah dobili, ker bo tako bolj jasno, ne. Težje je tukaj zdaj pametovati brez primera. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.